Dobro večer, v imenu Policijske postaje Škofja Loka, zdaj pa malo postregel z določenimi številkami, sem vam dolžen že od lanskega leta in sem vam obljubil, da bom pač nekaj prinesel. Tukaj predvsem gre za številke za poklicne voznike, to so predvsem avtobuse in voznike tovornih vozil. Predolgo smo si podatke nekje rekel za območje upravljanja Škofja Loka spravo. Nekje območje, ki je pokril Policijska postaja Škofja Loka od leta 2000 pa do leta 2008, se pravi 8 let, 9 let. V teh letih je bilo na naših cestah skupaj 2500 povzročiteljev prometnih nesreč. Bilo je tudi 25 smrtnih žrtev na cestah, kar se pa tiče vaših, rekel, glede poklicnih voznikov. Ste pa bili v teh prometnih nesrečah, oziroma tudi vaši kolegi so udeleženi nekje v 2% teh prometnih nesreč, se pravi, so jih povzročili približno 50 prometnih nesreč. Neko glede z našega stališča, oziroma kar mi spremljamo, tudi jaz sam posebno angažiram pri določenih prometnih nesrečah, ker ta procent je tudi manjši, ker tukaj naše evidence, policijske evidence, kot voznike tovornih vozil zabeležijo tudi voznike tistih vozil, se pravi kombijev, katera so ki so registrirano kot tovorna vozila, v nekem isti primer je Citroen Berlingo in Volkswagen Caddy spada pod tovorno vozilo, ne vozijo jih poklicni vozniki, tako da bi rekel, po mojem prepričanju je ta procent, bom rekel, ta številka še nižja in bi lahko rekel, da so vaši kolegi bili vpraženi približno v procentih prometnih nesreč, se pravi, da je tudi povzročitelj. V sami udeležbe pa lahko tudi malo večje, ker pa tukaj se šteje, da če nekdo povzroči prometne nesreče, v tej prometni nesreči v nesrečnem slučaju tudi vpraženi, bi se pač ta številka tudi potem lahko tudi razlikuje. Ampak glede na same povzročitev prometnih nesreč bi rekel, da je ta številka nekje procent. To pa lahko bi tudi potrdil, oziroma kar spremljam številke, neko pač za celo Slovenijo so to vaše. Tukaj pa ne bom izključen. Vemo, da pač sama Gorenjska regija povezuje pač cestni križ, poteka od Karavank pa nekje do Ljubljane. Imamo nekje kar vzorne voznike tovornih vozil, oziroma teh poklicne voznike in kontrola, ki jo vršijo na mejnem prehodu Karavanke, predvsem policisti, carinki in tudi ostale službe, je zelo temeljita. Dobili smo že namig, tudi sama policija je dobila namig, da če poklicni voznik nima urejene papirje, urejenega tovora, kot mora imeti po zakonu, berijo tudi drugačen odpor tudi preko Italije in se izognejo tega glavnega cestnega križa, se pravi nekje Ljubljane, Karavanke. Tako da tukaj lahko govorim, da ste sami vozniki zelo, kar se tiče zakona, ga spoštujete. Primer, tukaj bi vam edin povedal primer, da se pač ta prekmurski avtocestni križ, ki je zdaj bil odprt, se pojavljajo tu zelo problemi z vozniki, se pravi državljanov Bolgarije, Romunije, na naših cestah se vozijo neizpravna vozila, tako tovorna, tako tudi avtobusi. Nimam pa še konkretnih podatkov, kaj je z njim narobe. Sami tudi veste, da je tukaj predvsem vprašljiva čas oziroma trajanje vožnje teh voznikov, ki so zelo utrujeni in sami ste bili že v da so povzročili tudi hujše prometne nesreče tukaj v Republiki Sloveniji. Bi še
glede lanskega leta so nam ne očitali kot vodstvu policijskih postaj, da bi bilo zelo dobro, če bi prišli pogledati vas ob začetku šolskega leta, ki varujete pač te varne poti v šole in šole. V glavnem, takoj prvi teden v začetku šolskega leta sva prišla tukaj s komandirjem na obisk pred osnovno šolo želi tako, da se zahvaljujem, sodelujemo pač zelo zgledno. Zahvalil bi se vam kljub temu, da smo imeli tudi nekaj težav oziroma pri organiziranju preventivne akcije policijske izkušnje kot na svet. To je bilo namenjeno predvsem voznikom motornih koles v Žireh, kateri ste se tudi odzvali in sodelovali. Odziv, katerim je bilo to namenjeno, je bilo zelo majhen, ampak kljub temu, kjer je vola, je tudi uspeh. Kaj naprej? Upamo, da bomo šli kar lepo sodelovali, kot smo sedaj. Pa za obredenco bi vam čestitev imel na vodstvo policijske postaje, pa lepo družino.